Kako malo je potrebno, da Luko Dončića pravilno zmotiviraš? Da pritisneš na pravi gumb. Igraš na tisto noto, katero on želi. Se pravi, malo provokacije. Tistega zdravega, starega, dobrega trash talka. Samo to, samo tisti pikič. Dovolj. Razburil ga boš in dobil ga boš 1-1 v obrambi. Kar si hotel, to si dobil. Točno to se je zgodilo Andersonu Toskanu, ki je silovito zabil, res lepo zabijanje v prodoru, se je obesil na koš in z nogami segal po Lukovi glavi. Tako je izgledalo daleč od kamere. Kaj je bilo malo blizu, če so bile zraven kakšne besede, kakorkoli, to veste ona dva, pa mogoče sodnik. Ampak dejstvo je, da se je v tistem momentu Luka zelo razživel in je bila ta poteza v bistvu samo voda na mlin Dallasa oziroma Luke. Vzel je žogo, šel je proti košu, dobil ga je na finto, Anderson je valjda, ali Toskano, kakorkoli, je odletel v luft kot naiven obrambni igralec, pač taki mojstri kot je Luka to z lahkoto naredi in evo, 2 prosta meta, zadeva je rešena. To so samo take ene iztočnice, o katerih bom danes govoril, o primerni motivaciji. Nekdo na YouTubeu je vmes že pokomentiral o tem, da je prepričan, da bo Luka na takšne tekmi, kot je bila proti Golden Stateu, še posebej zaradi tiste ceremonije v dirku, da bo tako motiviran, da bo dal vse od sebe in da pričakuje enega izmed najboljših predstav Luke v tej sezoni. V bistvu je bil ta komentar tak nostradamovski in točen v nulo. Luka je bil po dolgem času res zelo motiviran, če je bilo to zaradi dirka ali zaradi tega, ker so igrali proti praktično najboljšemu moštvu Zahoda v tem trenutku, je drugo vprašanje, glavno je, da je bil. Skratka, še nisi tukaj naročen na mojem kanalu Grexcourt, nič za to, zdaj je priložnost, da tole urediš. Za podobne analize, vse highlights Luke in kar je zanimivega povezano s košarko, te povabim, da se že zdaj naročiš na kanal. Vabljeni, kakorkoli vam lepše paše. V glavnem, Golden State je padel in to na kak način. Najbolj se mi je dopadla zadeva, da je Dallas prejel, reči in piši, 82 točk. Če sem še malo bolj natančen, mislim, da je bilo do 40 minute v tekmi, ko je praktično najbolj tekoč napad lige. Ne bom rekel najboljši, nisem prepričan v to, ampak tako lepo kot žoga koroži pri njih, ker ima enega Curryja, ki je tako zelo, zelo nevaren za koš. Tudi če poda, se potem začne odkrivati in laufa kot ena kura brez glave po igrišču, ampak to sploh ni res, on zelo načrtno laufa po igrišču in išče blokade. V glavnem, 70 točk je dobila obramba Dallasa do 40 minute tekme. Mislim, to je fantastično, do konca 82, to je res izjemno. Kit je iz te neverjetno napadalne ekipe, govorimo o Dallasu za lansko sezono, naredil zaenkrat res odlično obrambno ekipo, to mu je treba dati kredit, treba priznati. V napadu sicer malo štrajkajo, da temu tako rečem, malo še manjka, to sploh ni tista ekipa, kot je bila lani, ki je bila superiorna v napadu, ampak vse to je jasno, nekje moraš malo vzeti, da nekje drugje dobiš. Moram reči, da se je, morda se pa računica Kido vendarle tukaj obrestuje. Glede na to, moramo vzeti za kup, da Luka še ni odigral 3/4 sezone, koliko je on manjkal praktično cel december. Dallas stoji še relativno dobro, mislim, da so zdaj na 6. poziciji in samo vprašanje je, kaj bi bilo ob zdravem Luki, Porzingisu in brez vseh okužb, ki jih imajo v tem trenutku. Itak je pa liga malo zdaj na glavo obrnjena zaradi vsega skupaj. V glavnem, ste spremljali tekmo, vabljeni že zdaj, da komentirate spodaj, kako ste vi vse skupaj videli. Jaz bom pa malo ene ključne zadeve, ki so se vsaj meni osebno zdeli ključni, preletel na hitro. Prva četrtina
je nakazala, da bo Dallas igral obrambo na najvišjem nivoju, vključno z Luko. Zdaj pa počasi, govorimo o prvi četrtini. Luka je v prvi četrtini na samem začetku spravil Golden State v kar nekaj zagad, bom temu rekel, napadalnih. Ali je stopil v smeri podaje, ali je sam dobro obranil kakšno situacijo. Mislim, da je že v prvi četrtini za 3-4 situacije oziroma izgubljene žoge Golden Statea ravno on bil kriv, ne me zdaj vzeti za jezik, držati za roko, kakorkoli, ampak na trenutke je delovalo tako. Potem so napadalno Golden State nekoliko spremenili taktiko in so napadali točno Luko, predvsem v pick and rollu. Tukaj je pa imel Luka velike težave v drugi, tretji četrtini posebno. Zakaj? Luka je neprimerno višji od ostalih branilcev, posebno pri Golden Stateu, ki so napram temu še zelo hitri, eksplozivni, Steph Curry in tako naprej. In takoj, ko so igrali pick and roll na Luki, je nižji igralec ostal na njem, se pravi, Luka je kriv od sebe mnogo nižjega, hitrejšega in tole se ni izkazalo za dobro, večkrat je izpadel grdo. Tu so ga v glavnem odlično naštudirali, jaz bi rekel, da ga je Steve Kerr tukaj odlično naštudiral. In če slučajno ni šlo po prvi potezi, da so prebili Luko, to se je posebno dobro izkazalo v tretji četrtini, so odigrali nadaljevanje pick and roll akcij in pospešili žogo s podajami do te mere, da je najdla odprtega človeka, največkrat v tem primeru Wigginsa, ki je zadev potem za 3, ali pa tale Peyton Jr., če sem prav rekel, mislim, da Peyton Jr. Skratka, naštudiran imajo napadalni sistem, menjujejo pozicije, delajo blokade 2-3 za Curryja. Če ne uspe priti žoga do Curryja, je odvajanje od blokade na pick and pop ali direktno pod koš. Mislim, res jih je težko braniti in toliko večja je potem zmaga Dallasa, če na koncu ob taki superiornosti dobiš 82 točk napadov. Skratka, jaz sem bil glede tega zelo navdušen, pa tudi določeni somišljeniki so se že sredi tekme najdli, ne. Zdajle, v tretji četrtini se je malo ustavilo pri Dallasu, to me je pa zelo spominjalo na lanske sezone, ne. Dober prvi polčas oziroma soliden, potem pa napadalno nadaljevanje, ki je sledilo, ni bilo v redu, ne. In tukaj me je nekaj zelo zmotilo pri Kidu. Delni rezultat 9-24 se je zgodil pri Golden Stateu v tretji četrtini. Jason Kidd je pa timeout klical, mislim, da 7 minut v tretji četrtini, ko je že ta rezultat nastal, ne. Se pravi, dovolil je dobesedno, da so se vrnili v igro, pa mislim, da so v določenem trenutku celo povedali. To se meni ne zdi dopustno, no, sploh. Kaj čakaš tako dolgo? Ne, ta zadeva meni ni odgovarjala. Zanimiva situacija se je pa zgodila ob koncu srečanja, oziroma tam 4 minute do konca. Takrat je Dallas vodil za 14 točk. 4 minute do konca. Takrat je Jason Kidd vzel timeout. Pa še žogo v napadu smo imeli, se pravi, pobrali smo obrambni skok. Kolega Mitja mi je sicer zatrdil, da je v tem primeru se rešil nekega timeouta v nadaljevanju. O tem točno ne vem, zakaj se gre, kakšna so tukaj pravila. Vas vabim, da tole, če kdo ve, zakaj se gre, pokomentira spodaj. Ampak kaj se je zgodilo? Ubil je nek momentum. Momentum Dallasa v tistem trenutku. Kaj se je zgodilo po timeoutu? Ja, prišli so na 9 točk v trenutku in to 3 minute do konca proti ekipi, ki ima Stepha Curryja v moštvu, ki je sicer do tistega trenutka imel katastrofalen met, ampak ne rabimo dosti, da začne Curryju leteti žoge v obroč oziroma skozi obroč. Ko sem že pri Curryju, met 5-24, od tega 1-9 za 3. Ojojoj. Na zadnjih 2 tekmah ima šut grozen. Mislim, da je imel v nekem momentu 0-14 met hkrati z prejšnjim srečanjem. Pač bil je v takšnem momentu. Nepredstavljiv za najboljšega šutera vseh časov. Ampak tudi takšni dogodki se zgodijo in to je čisti dokaz, da je potrebno met študirati oziroma ne študirati, trenirati vsak dan.
Lejte, to je taka delikatna zadeva in to je najboljša šola za vse, ki še trenirajo in slučajno dobijo kdaj v glavo, da so pa zdaj dovolj natrenirali in zmorejo vse in če Steph Curry včasih zataji, no. Tipični primer. Glavnem, ko sem že toliko govoril o tej obrambi Dallasa in nekaj, kar je Jason Kidd uvedel v sistem Mavsov, na zadnjih 5 tekmah so prejeli vedno okoli 90 točk in prav nikoli nad 100. In če ne bi bilo tiste katastrofalne odigrane končnice proti Sacramentu, bi zdaj bil Dallas kaj na 6 zaporednih zmagah, nekaj tajega. Glavnem, ja, to je to. Glavnem, bila je res dobra tekma, taka prava, izenačena, razživela se je v četrti četrtini, dokler ni prišlo do tistega delnega izida Dallasa, je bilo še veliko odprtega. In res, Luka rabi malo pismo, da ga zmotiviramo. To smo čakali, glede na to, koliko je bilo govora o tem, da ni v najboljši formi, fizični, ne vem, kakršnokoli že, mogoče tudi psihično, kakorkoli. 26 točk na koncu, 7 skokov, 8 asistenc. Vemo, da zna Luka še bolje, ampak na trenutke je res deloval tako, kot smo navajeni. Bil je zelo agresiven, prodiral, mislim, da je imel na koncu več kot 10 prostih metov. Skratka, šut seveda še ni ta pravi, ampak gledajte, se bo. Glavno je, da ekipa zmaguje, da gre, no, in pač tisto na koncu je malo očrnilo vso zadevo. Ne vem, če ste videli, Luka je malo obrnil gleženj, mislim, da v zadnji minuti je res katastrofa. Na ceremoniji je imel gleženj ovic, seveda v let, normalno. So pa zadnje napovedi, da je vprašljiv za tekmo proti Houstonu, ki bo potem danes, ne, po noči ob 2. Smolo ima res glede tega, ima pa res smolo, no. Prav grdo mu je obrnilo. Kakorkoli, vabljeni in res bi bil vesel vaših komentarjev, kot sem vseh do zdaj, da malo pokomentiramo, da vidim, kako vi vidite vse te situacije. Pa ne mogoče samo te tekme, ki sem jo danes obdelal, ampak vsega ostalega, no. Tako, še enkrat najlepše hvala, da me spremljate. Če niste naročeni, vljudno vabljeni, da tole storite zdaj spodaj. Priporočam še zvonček, da dobite takoj obvestilo o najnovejših highlightsih, analizah in tako naprej. Gregor sem bil z vami, vse dobro vam želim, ostanite nepoškodovani in zdravi, negativni tam, ko je to treba, pozitivni tam, ko je to potrebno. Srečno!